Dolgo sem drhtela, kopičila prazne zaklade, v zemeljski noči neznatna, ožeta, preganjana, brez brloga. Pa si mi postavil tempelj, razklal moj veter. Zapisal si me in napolnil večni kelih. Me izročil v prvi svit, mi spletel gosto kito, me okronal s češnjevimi cvetovi, obžaril peno trudu, ki bo z albatrosi preplavil vesolje. Tvoje morje je gola roka, ki potaplja v žalučo čipko srca. Rodil si se, da bi spoznala, da sem bila doslej nerojena. Wow. Dober dan oziroma dober večer, spoštovano občestvo, prisrčno dobrodošli v hiši sanjajočih knjig. Najsrčnejšo dobrodošlico izrekam spoštovanima gostoma. Z nami sta profesorica doktorica Gabi Čačinović-Vogrinčič in pater Karel Kržan. Dober večer obema. Dober večer. In ne gre pozabiti, in zato to podčrtam takoj zdaj, da bo vselej v aktivni zavesti in zavedanju, tu ste vi, ki boste nepreklicno soustvarjali ta dogodek in pri kraju ste seveda iskreno vabljeni, da spregovorite, zastavite vprašanje ali pridodate svoj komentar. Nocoj, tako je bilo predvideno, bi mogla biti med nami tudi profesorica doktorica Manca Košir, pa je življenje prestreglo korak in je ni tu. Zato pa je absolutno nedaleč proč in vendar zelo tu, kot sama napiše v duhu, in je lepo prosila, če preberem nekaj besed, ki jih kot popotno brašno namenijo 95 tezam. Takole pravi: ker ne morem biti ob tem pomembnem dogodku ob obeh dragih mi prijateljih, spoštovanih patru Karlu in Gabi, telesno, se želim pridružiti s tem pismom v duhu. Knjiga patra Karla Kržana o vzgoji srca in učenju življenja ter pridobivanju znanja v šolah je izjemnega pomena. Pomembno je, ker odkriva zgrešeno in vrača vzgojno-izobraževalni proces in poslanstvo učiteljev k osrednjemu smislu šole, k učencu, ki naj ga šola podpira v njegovih talentih in zmožnostih zato, da bo srečen, da bo prispeval v skupnosti in svetu radostno to, kar je, kar ve in zna, kar hoče in želi. Da bi bilo vsem dobro, da bi bilo za vse dovolj. Blagostanje vseh ni privilegij peščice, temveč pravica slehernega živega bitja na materi zemlji, nas opozarja. Knjigo, kot je 95 tez, zmore in sme napisati samo človek posebne vrste, kot so bili vsi veliki duhovi, ki so prebujali ljudi v njihovo notranjo svetlobo, za svobodo v nas in okoli nas, za mir znotraj in zato mir zunaj, v družini in družbi. Zato naj povem, kdo je pater Karel Kržan. Na tem mestu zapiše verze, ki imajo seveda od početka pa do konca njen srčni utrip. Sejalci svetlobe. Niso prišli, da bi rohnili. Svetlobo so napojeni in to sejejo v svet. Prepoznamo jih po luči, ki sveti v njih. Tej luči odpremo srce in potem slišimo še njihove besede. Besede sočutja, ki se sklanjajo najnižje. Besede ljubezni, ki upovedujejo najvišje. Sejalci svetlobe presegajo razlike, ker iz njih gleda tretje oko. Oko jasnega neba. Oko Boga. Dragocen prispevek v knjigi je napisala doktorica Gabi Čačinović-Vogrinčič, ki v Sloveniji najglasneje opozarja na to, da o otrocih sicer pogosto govorimo, ali redko slišimo njihov glas. Tudi v šoli, ki naj bi bila za otroke, za vse otroke, je njihov glas velikokrat nem, tih, pretih. Tako ne sme biti, opozarja draga Gabi, ki se svetlika v sleherni besedi, izrečeni z milino in sočutjem, kakršnega premorejo redki.
Obima avtorjema in založbi Sanje iskreno čestitam za izid knjige in srčno upam, da jo bo kupila sleherni učitelj, učiteljica, vsak roditelj in prav vse šole v Sloveniji. Zdaj je čas, da spremenimo šolo v to, kar mora biti za drugačen svet. Zdaj. Tako lepo, ne? Ja. Hvala, Manci, čutim njeno živo prisotnost, kar cvrči okoli nas. Tako. Tvoja senca je moja, razodeta, nič več osamljena. Veličasten je tukajšnji trenutek prilet na veliki atom, brez sile vstopa v širno iskrovino, kakor da bi zanihali v razsvetljene oči sna. Niti ne tako drobna knjiga pred nami je budna luč, obrnjena navznoter, polna duha in zato najpristnejše resničnosti, drsna, živa, žareča. 95 tez za izhod iz slepe ulice vzgoje in izobraževanja je kakor plešoči obroč. Ne zmorejo medlih žarkov. Njihov glas je oznanilo, ki razpira v bitnost, v svobodo. Pater Karli, tako jaz Karlija naslavljam, ker se že nekaj let poznava, potrjenih kril sučeš misel, ki je kot vselej gibka. Res je gibka. Snov 95 tez osvobaja iz ujetosti, drami v poosebljeno razumevanje, v iskrenje ustvarjalnega dopolnjevanja. V radostni omotici se priklonim plesu v enosti, kakor bi se mogla brati šola nekoč, upam, da kmalu, nova šola, torej, ko bo posameznike souresničevala v osebnem in družbenem poslanstvu, v udejanjanju človečnosti. Tolikokrat vredno poudariš, mar ni šola najprvo namenjena prav temu? Ja, zelo dobro vprašanje. Če bi bila namenjena v pomoči temu, da bi bili ljudje ne samo veseli ob tem, kar se nam dogaja lepega, ampak da bi bili tudi srečni. Sreča pa je nadgradnja veselja. To pomeni, sreča je, ko te nekdo sreča v tvoji osebnosti, v tvoji izvirnosti in te prepozna. Ne zato, ker si samo odličen, ampak ker si resničen, ker na eno stran si neizmerno dragocen, kot pišem v tezah, v koktejlu tebi lastnih danosti, inteligenc, nadarjenosti, po drugi strani pa, ker si tako neizmerno simpatičen, tudi v svoji krhkosti, tudi v svoji nemoči in si objet in si sprejet in ti nekdo iz ljubezni zašepeče, dragocen si mi. Ko to doživiš, ko si dragocen v svoji resničnosti, potem si srečen, potem ti je dobro biti, potem v življenju zaupaš. In ko ti stopi na pot ob starše še proces izobraževanja in odkrije tvoje vrednosti in na eno strani, potem po drugi strani pa odkrije tudi tvoje krhkosti. In ko te ovrednoti v tvoji vrednosti in ti pove, da si tukaj dragocen in te izzove in se ti izobražuješ in se dopolnjuješ in vadiš tebi dane spretnosti, predvsem tiste, tam, kjer si pa malce bolj nemočen, pa te dejansko usposablja za dopolnjevanje in sodelovanje. Ne za tekmovanje in izključevanje, bolj ali manj. Ne, ampak ni bolj ali manj, ampak je vsak v svojem, v sožitju z drugimi neizmerna dragocenost in popolna celota. In sem zelo vesel, da je, Tjaša, da si ti tu, sem zelo vesel in sem izjemno vesel, da je tukaj z mano Gabi, da se sliši glas otroka, kajti te teze so pravzaprav moj glas otroka. Nikoli ne bom pozabil, ker jaz sem težek dislektik, in tukaj si je otrok upal povedati, da je kljub temu, da je izpadel marsikdaj butast, vendarle dragocen. Še več, tu si je drzno povedati, da prav ljudje, ki imajo napako, feler v glavi, kot sem imam jaz, so pravzaprav lahko genialni, če jim ne odvzameš zavesti vrednosti. Kajti
ko ne moreš po utečeni poti, ker res ne zmoreš, ne, ker nisi butast, ampak res ne zmoreš, ne, takrat misel hiti k dobremu rezultatu po svojski poti. In je svojska pot odkritje. In sam se lahko za svoje največje odkritje zahvalim disleksiji, ker nisem zmogel hoditi po uhojeni poti. Zelo rad bi, ker je to najlažje in ti rečejo, da si pameten in da si odličen, ti zapišejo petko. Meni so zapisali 3 cveke, recimo v 1. letniku srednje šole pri slovenščini, tam, ker sem pol doktoriral, ne? Ampak sem imel za profesorico, zadnjič je prišla na moje predavanje v Celju v knjižnico in sem mi naredil tak globok poklon. Ona ni bila samo strokovnjakinja za jezik, on je bila odličen pedagog. In ko je ona videla, da jaz res ne zmorem, ko je začutila v meni, veste, tistega otroka, ki bi hotel, pa ne zmore, me je vzljubila v moji resničnosti in si je na 3 čiste cveke izmislila petico. In je rekla ob konferenci, več kot 2 ti pa res ne morem dati. In takrat smo prešli področje poudarjenih in nepoudarjenih zlogov, ki jih dislektik moje vrste res ne more določiti, pa čeprav bi študiral, glava ne potegne, ne? Kot mi ni potegnilo, da bi preskočil kozo v šoli. Nikoli nisem preskočil in tako zelo sem si jo želel preskočiti, ker bi s tem potrdil svojo fantovsko moč in vrednost, ampak kaj, ko je bila pred tisto kozo odskočna deska in je rekel profesor, letiš proti odskočni deski, potem pa ne vem, ali z levo ali z desno, eno začneš, 1, 2, 3 in preskočiš. Kak naj dislektik v teku ugotovi, katera je leva pa desna? Jaz moram naj pogruntati, s katero jem, pa reče, to je desna, ampak ta čas sem že naredil 10 korakov in tako hitro ne morem razmišljati, s katero roko jem in je potem tudi noga desna. Največji uspeh je bil, ko sem kozo zajahal, običajno sem jo pa odrinil, enkrat celo podrl, glede na mojo tonažo, kar ni bilo težko. Torej, kar bi hotel reči, glas otroka. To, kot ga bi slišati otroka v njegovi resničnosti, prepoznati vsakega v polni vrednosti, ni bolj ali manj vrednosti, vsak je polno vreden, ne bom pozabil recimo, ko me kliče ena gospa, da sem pozabil ime, ki imam tremo, me kliče ena gospa z Krškega, pa reče, veš, kaj je rekel moj Rok? Rekel je, mami, fantek ima Downov sindrom, rekel, mami, kruh ima pa tako mehko dušo. To bi pripisal Tjaši Koprivec, da je zapisala, ne? Veste, so ljudje, katerih poslanstvo so v polni vrednosti, kajti njih poslanstvo, Indijanci so rekli, to so sveti ljudje, je, da svetlijo, da srčijo človeško družbo. In kdo jih ima pravico odstraniti z prizorišča? Zato, da bi vse bolj funkcionalno, da je vse bolj čisto v kako se reče, izrani pameti. Tako. Draga Gabi, ja, to je dati glas otroku, slišati otroka, to je temeljno izhodišče, ki ga ti kar naprej podarjaš. Ja, boš kar ti na tega. Ja. Prav vam želim na tem mestu dati besedo. Da. Pravzaprav pa bom tu začela. Zakaj pa ne? Res je, stanovitno osredinjena misel tes je nedvoumna. Kot je Karli podčrtal, slehernik je najpomembnejši v sestavi svojih nadarjenosti. Uresničuje jih v osebnem poslanstvu, ko sodeluje z drugimi, da drugačnimi, na najrazličnejše načine drugačnimi. Kako, profesorica doktorica Gabi Čačinović Vogrinčič, in to je precej nemogoče vprašanje. Ali se Gabi, lepo vas prosim. Vsak študent reče Gabi, bivši sedanji, vsi mi govorijo tako. Ljudi na cesti jim pravijo, gospa Gabi. Ali pa lepo vas prosim. Imam 2 lepa, krasna, ljubim moja 2 primka, ampak ne, to so moja, ni pa treba, da so. Da, bomo pustila ti 2 koordinati. Torej, nemogoče vprašanje pa vseeno vztraja, kako razkleniti model šolanja, ki podcenjuje pravzaprav večino otrok, mladostnikov. Res smo v slepi ulici.
To je res. In zato sem res s čutkom neke časti, da ste me povabili in velike želje, da prispevamo k temu, da stopimo iz te slepe ulice. In za izstop iz te slepe ulice se moramo preprosto odločiti. In veste, mudi se. In lahko se odločimo. Mudi se in lahko se odločimo. Ker to, kar pravi pater Karli, on govori o drugačni šoli za drugačen svet. O šoli, ki je od vseh. To je moja vizija, to so moje sanje že od vedno. V šoli, v kateri vsak sleherni otrok vseh drugačnostih in to razkošje, boste videli v tezah, to razkošje inteligentnosti, ki nam ga je tako kot eno pest najlepšega v teze vložil pater Karli. Kakšna širina, kakšno bogatstvo. Torej šola, v kateri vsak otrok hodi po svoji edinstveni poti pridobivanja znanja v učeči se skupnosti. Tudi sodelovanja in tega, kako vi vedno pravite, blagodejnega sožitja. In to pomeni, to je za družbo ključnega pomena, ker vidite, kaj se dogaja. Šola strahotno izključuje. Hrematizem je tu za vso grozo. Tekovanje, logika, hitrost, racionalnost, vse. Samo da človeka ni. In saj veste, kaj je rezultat tega, da se naredimo kot zahteva od nas v tem trenutku suženjstvo za Božjo voljo. Neživ človek. In veste, koliko bogatstva se zgublja. Takega, ne Karlijevega. Tudi jaz težko ločim levo od desne. Že do današnjega dneva. Niso nikoli rekli, da so dislektika, ampak tudi jaz moram takole sedeti pri mizi mojega otroštva in vem, s katero roko jem. Če pomislim, kam moram stopiti, kam moram narediti. Če mi kdo reče, da moram najprej z levo, potem z desno, potem jaz nič več ne morem. To se ne moram naučiti, nekaj na smučeha, veste, ker takoj se zapletem. Ne gre. Ampak zdaj vidite, kakšna je to šola. In zdaj prvo, kar potrebuje takšna šola, in zato sem tako srečna za teze in tako nesrečna v smer, katero gre razprava o posodabljanju in spreminjanju šole. Popolnoma v napačno smer gre, popolnoma napačno smer. Izboljšuje neke male stvari, več bremen, manj bremen, ne vem še kaj vse. Ko gre v bistvu za dve stvari pravzaprav. Zato, da postavimo šolo na temeljno izhodišče, da učenje soustvarja učenec, otrok, učenec, dijak. In če bomo soustvarjanje, smo že vse rekli, o odnosu in o procesu. Učitelj in učenec sta sopotnika, sogovornika, sodelavca, soustvarjalca. In kaj to pomeni? Kaj je učitelj v najlepšem opisu, ki ga jaz lahko dam in vse že v tezah Karli tudi, je spoštljiv in odgovorni zaveznik otroka. Vsak učitelj je spoštljiv in odgovorni zaveznik otroka, kot vaša učiteljica, ki vam dala 5 na 3 cveke, ker je videla, zakaj gre za Božjo sveto voljo. In kaj učitelj, ki je spoštljiv in odgovorni zaveznik otroka, ima v soustvarjalnem odnosu, otroka, dijaka, učenca, ki je ekspert, strokovnjak iz svoje osebne izkušnje. In zato je tako dragoceno. Tudi najboljši učitelj, doživljajski pedagog, ne more vedeti, kaj se dogaja z otrokom. Tudi če želi vse najboljše na njega narediti, če se ne sliši glas otroka. Če narediš prosto za to, da on pove, da v besedi, veste, kako je dragoceno to, da noben otrok ni nem. Besede imamo kot Božji dar. Ubijajo, ampak tudi naredijo soustvarjano, ste slišali njeno pesem? Kaj se lahko z njim naredi? Ta odnos, soustvarjalen odnos, ki se slišajo vsi glasovi. In se v temu še manjka nekaj, seveda. To tisočletje zahteva spoštovanje otroštva. In šola se mora soočiti s tem, da skoraj vse, kar o otrocih vemo, veste. Razvojni psihologi, pedagogi, sociologi, pediatri, psihiatri, zdravniki, je odraslo vedenje. Brez otroka. Popolnoma brez glasu otroka. Tudi najbolj dobronamerno je odraslo. A vi mislite, da šola pomeri otrok? Pa kje? Niti blizu ne. V ničemer.
prav o ničemer. Je šola po meri odraslih. Ne more biti. In spoštovanje otroštva je, recimo, že napisano je v konvenciji in deklaracijo o otrokovih pravicah. Če bi vsak učitelj imel samo to na mizi, bi bila sprememba velika. Sprememba ogromna. Ampak potem je še en od bistvenih elementov, in samo o tem bom še rekla zdaj, spoštovanje otroštva, ki ga strašno ne upoštevamo in uničujemo, je spoštovanje otrokovega časa. Vidite, ta krematizem nam je vzel čas za življenje. In odrasli so pristali, hvala Karol, in odrasli so pristali na to. In to je grozno. Ampak, groznejše je to, da smo otroku vzeli čas za življenje. Čas za igro, zato da sploh nauči biti, kdo je, da v svojem miru obesedi sebe. In da si lahko reče, ne bom z levo nogo nikoli znal na pravi način te kote, ne morem preskočiti. Si že zmagal, ker veš, kdo si in kaj želiš. V temelju občutek lastne vrednosti. In če uničimo otrokove čas, če mu onemogočimo, da po svoje z njim ravna, da se v nje umesti. Ravno zdaj sem slišala od moje kolegice na fakulteti, njen sin v 4. razredu mora rešiti en cel štirikotnik množenja v 3 minutah. V 4. razredu, če rešiš v 3 minutah, si dobiš 5. Če rešiš v 4, no še nekaj gre. V 5 pa že več ni v redu. Vidite, kakšna norost. Ne zbiramo znanja, ampak času podredimo. Če ti znaš v 8 minutah, bravo, dete. To je važno, da znaš v 8 minutah. Kaj znaš v 3 minutah? To je neoliberalni kapitalizem, hitre sužnje, ki naredijo vse v enem trenutku, ne more biti. Čas je tako dragocen. In vidite, danes v tem soustvarjanjem času so že v družinah tudi te elementi soustvarjanja, družine in življenja. Otroci to znajo, to se nas naučijo, samo pustiti jih moramo, da nam povejo, da jih slišimo. In veste, kaj še nedopustno v šoli? Vidite, kako je šola zgrajena? V šoli ni več sedanjosti. Šola je pojmovana kot prehodno obdobje. Pomembno je samo to, da prideš nekam. Kam neki? Samo v sedanjosti je ta živ odnos človeškosti, bližine in edinstvenosti vsakega človeka v tem razkošju učenja biti v učeči se skupnosti. Samo v sedanjosti, vedno znova v sedanjosti. Ampak moraš biti temeljni občutek lastne vrednosti, da si upaš sedanjo živeti, si upaš zase vzeti, da upaš občutiti in globoko dihati in mudi se. Nimamo več veliko časa, res ne. Ampak seveda jaz imam upanje. Tudi zaradi Karlija in jaz imam upanje, da se bo ta čas absolutno, da se bo zgodil. Zdaj pa spoštovanje otroštva in soustvarjanje v šoli, učeča se skupnost. In 5 dni, boste videli v tezah, Karl je zapisal 5 dni nove paradigme v šoli. 3 dnevi za zbiranje znanja, za učenje, kot se reče. V šoli, mimo glede, katastrofa, da je šola doma, da šola več ni v šoli. Prva katastrofa. Da učite, iščete neznanje, to je tako. 3 dni na to. Potem 4. dan je za to, da se zdaj nauči s tem ravnati, kompetence, zvedem in tako naprej. In 5. dan je posvečen zdaj učiti se skupnosti, da sem rekla, sobivanju, v sožitju, učenja biti skupaj v skupnem učečem se procesu. A ni to nekaj prelepega? In globoko verjamem, Tjaša, da je možno. So že učitelji, ki skupaj in znajo, ki tako ravnajo. In moramo reči bravo in pustiti. Toliko srčne krvi, toliko sinjega. Res je, poslanstvo izobraževanja je
prebujati obraz človečnosti, kot zapišeš Karli. V veku, ki ga živimo, se zdi ta premisa neoznanjeni čudež, ali točneje, precej bolokletna je. Saj razumemo, da utirjeni postopki terjajo konkurenčno izključevanje, mar ne, destilirano pamet, kakor si nakazal, funkcionalnost in obratino. Da bi razširila stezico ključnemu, sedaj pomislim na doživljajsko pedagogiko, na katero ste upozorili, pravzaprav sta upozorila oba. Torej, če bi pedagoški proces zmogel dozoreti v celostno, holistično vzgojo, bi se naslonil na njo. Tistim, ki niso posvečeni v tovrsten žargon, morda razkrijete, vi ste nadvse lapidarno to že sporočili, kaj natanko imamo v mislih, ko rečemo doživljajska pedagogika, to je namreč nosilni steber nove šole. Ja, to, kar je rekla Gabi, ne? Zdaj sem pomislil, recimo doživljajska pedagogika, ko se mali otroci igrajo, ko jih še nismo dali v sistem, je njihov interes, da se igrajo, da so skupaj in se zelo usklajujejo, se dejansko bistrijo v tej socialni inteligenci, ker je njihov skupni cilj je igra, je, da zgradijo neki peščeni grad in tudi, če imajo različne interese, jih bodo uskladili, da bo na koncu peščeni grad stal. Potem pa pride čas, ko začnemo otroke učiti raznih iger. Recimo na začetku so vsaj mene, ne vem, če je še, učili med dvema ognjema. Torej ne igre usklajevanja, dopolnjevanja, ampak izključevanja, zbijanja in izpostavljanja najmočnejšega, ki jih zna pač najbolj uspešno in največ zbiti. Potem nas utirijo v fuzbal, pa v košarko. Ena stran mora zmagati, naši mi, ne, s katerimi se poistovetimo, mora zmagati, oni pa morajo zgubiti in potem to, ne bom pravil, v kakšnem vzdušju pogosto počenjamo. Ne. To je ena taka temeljna manipulacija doživljajske pedagogike, ki jo uniformira interes hrematizma, deli in vlade, kraljevska igra, šah, ne, in potem zakaj je šah kraljevska igra? Ne zaradi belega pa črnega kralja. Ona dva sta že uniformirana. En mora biti bel, en mora biti črn. Dejanski kralj pa je tisti, ki se s kralji igra. Ne? Veste, tako nas recimo iz začetnih nastavkov sodelovanja, dopolnjevanja, o tem, kar je govorila Gabi, usmerijo v interes hrematizma, ki nas utrdi. Mi smo že tako urojeni v svet dvojnosti in dvobojevati se znamo sami po sebi. Ne? Morali bi nas ohranjati, ne, v sodelovanju, dopolnjevanju, to moramo pa vaditi, pa se učiti. Ne? Mali otroci še to znajo zaradi interesov, v kateri še človek ni posegel, jih ni zmanipuliral za en drug interes. Deli in potem vladaj. Ne? Ja, to je mi moramo najprej ozavestiti, kaj smo naredili, kakšna je naša doživljajska pedagogika obstaja, ampak jo je dejansko izpostavil hrematizem v svoj interes. Deli, vlada, izključuj, dvobojuj se, elita, podrejeni, brezpravni. Zdaj poleti so v Solčavi v najhujši vročini delavci asfaltirali tam ceste, bilo je čez 30 stopinj, asfalt ima približno 100 stopinj, delavci za minimalno plačo, pa še to je negotovo. Ne, razumete? A so sužni? Jaz sem videl tam sužnje, bilo me je sram, ker nisem bil z njimi v situaciji, ker sem vendarle nad njo in mi je to samoumevno. Ampak dati moram glas njim, da to zlorabljanje hrematizma, ki uporablja doživljajsko pedagogiko, ampak za napačno, naj recimo strokovnjaki za šport ozavestijo igre. To, ne, jaz sem Gabi tako hvaležen, 5-1, to mi je rešilo življenje. Res tudi meni. Naj strokovnjaki ozavestijo igre, če je že fuzbal, pa to nimam nič, da ste mislili, da sem kaj proti, ampak ne pa ozavestijo igre, kjer boš ti dobil točko, če boš znal v raznolikosti vendarle dograjevati skupen grad, skupni cilj, skupno vrednoto, skupno vrednost, to, kar otroci, dokler še niso zmanipulirani, v peskovniku znajo.
Razumete? Toliko tega je samoumevno, manipulativno in se sploh ne zavedamo. Teze, to niso resnice. To so samo miselne provokacije, da bi vendarle prebujali misel v razmislek. Ne? Ker tisti moment, ko jaz mislim, da imam resnico, sem že ne, pa moram imeti drugi na resnico. To je oslarija. Mi imamo teze, ki jih moramo v raznolikosti strnjevati za izgradnjo skupnih ciljev. Tukajle, doma, v državnem zboru, zame politik, ki ni sposoben ozavestiti na eno razlikovanje, 5-1 Gabi, na eno razlikovanje 5 skupnih ciljev, vrednot, grozno, če stoji tam v državnem zboru, za pultom. Tisto razlikovanje pa mora biti, zato ker je to potencial preraščanja. Če bi vsi enoumnost je neumnost. Jaz imam rad ljudi, ki mislijo drugače, ker me osvobajajo. Razumete? Če se jaz ne bi srečeval z ljudmi, moj duhovni oče je bil Taras Krmavner, ki ni bil duhovnik, in sem bil enkrat pri njem v Avbru in mi je nekaj pripovedoval. In sem bil jaz vas prevzet, navdušen, in je rekel, Karel, kaj pa ti misliš? In sem rekel, jaz pa čist tak mislim kot ti. Taras je bil kolerik, on je vstal, zarju, rekel, pa zgin! Če ti misliš sam tako kot jaz, kak ne jaz ob tebi rastem, razvijam svoje razmišljanje, ti misli svojo glavo, to, kar je rekla Gabi, ne? 3 dni, ampak en dan potem pa, da na podlagi tega, kar smo osvojili, mislimo se svojo glavo. To je ta svoboda. Ne, svoboda ni v enoumnosti, v prestrašenosti na naši strani zoper one na drugi strani, ki jih je treba, ne bodi jih treba. Ne. Razumete, to je grozno ta koncept. Ne. In to je treba osvobajati. Zapolet. Ne. Z levim pa desnim krilom ptica leti. Ne sam z enim, če bi jaz frfotal sam z eno, bom padel. Ja. Pomislimo res, da bi en učni dan v tednu, vsak teden, vsak mesec, tistih 10 mesecev, kolikor traja šolsko leto, učenci in pedagogi vršili usposabljanje v medsebojnem dopolnjevanju, v srečevanju, sreči v sožitju. En dan v tednu bi potem takem počlovečevali človeka. Kaj to pomeni? Biti zaznan, biti ljubljen in zatorej zaznavati, ljubiti v posledici. Gabi, kako v procesu izobraževanja častno mesto nameniti ljubezni, ko pa neprimerno bolj zaupamo pametnosti uma, ne duha? Kako prodreti v etos, ko pa nismo kultivirani na polju doživljajskega prenašanja sporočil in tudi ne zmoremo zares temeljnih veščin izpolnjujočega sobivanja. In na to precej prostrano vprašanje, ki pa je v resnici zelo osnovno, priknem še enega. Kako okrepiti poslanstvo starševstva? Kako opremiti starše, nespregledljive sopotnike seveda, ob pedagogih? Res za vse gre, ne? Za starše, ker vi si že naredili seznam, koga se vabijo teze. Ja, to je treba poudariti. Teze so prelepe, ker so vabilo na razmišljanje vsem. Ne? Sem ga še osebno dobila, me je res usrečilo. Ampak vsem so namenjene, to so odprte, da delamo skupaj. Zdaj, odgovor na vaše vprašanje začnem z mogoče naivnim upanjem, ne? Ampak prav Stefan Hessel je rekel, ko je bil tukaj nekoč na vprašanje o naivnosti, ne? Naj bomo še kar naivni. Da je to pomembno, da verjamemo. In jaz verjamem v spremembo šole. Veste, zdi se mi, da res moramo investirati v izhod iz slepe ulice izobraževanja. Ker v šolo pride vsak otrok. Ne? V njo je povabljen vsak odrasli. Učitelji odrasli, sodelavci. In tam lahko začnemo novo učenje. Ampak mora biti res skupno razmišljanje o onih 5 dneh. Jaz mislim, da se sobivanje
vseh 5 dneh dogaja. Tudi pri učenju matematike, če hočete. Ne? Ker je pomembno, recimo matematika od vseh me uči znani profesor na pedagoški fakulteti. Vsak lahko na svoj način stopi v matematiko, ampak na svoj način. In torej mora imeti vsak otrok možnost, da pretipa svoj način, kako bo stopil v matematiko. In zato je za vse dneve to velja. In zdaj, če nas vse zaobjamemo, potem je ta nov dogovor. Jaz nekako verjamem v nov dogovor, ki se začne s tem, da se ustvarjamo skupaj z učenci. Veste, ta učna ura, če bi učitelj, profesor, svetovalna delavka, starš o življenju v šoli lastnega otroka bil povabljen na način, da bi otrok bil tam tudi, da bi soustvarjali, ne kaj vse je narobe, pa če se vsega ne zna, ampak vedno iz perspektive moči, pravimo v socialnem delu. Kje so njegovi talenti, kje je odličen, kje je dober, kje lahko napreduje in kje se mora zadržati in kakšna je njegova pot posebna. In jaz nekako računam na to, da če bi se odločila šola, da ostane v šoli, tudi to je, veste, strašna krivica. In veste, da so že revni otroci slabše ocenjeni. To so raziskave pokazane. Šola razslojuje, izloča, grozovito. Nekaj ne moremo pustiti. To je ravno tako, kot oni delavci Karli na cesti. Ne moremo pustiti. Razumete, to se ne more več zgoditi. Konec je tega. Zato jaz nekako mislim, da je to vabilo smiselno nasloviti na šoli. Odpreti vprašanje spoštovanja otroštva. Tam imaš v teh elementih spoštovanja otroka vse otrokove sposobnosti. Ali pa to, prispevek otroka v življenju družbe in družine in sveta, v katerem živimo. Vidite, potem se razširijo ta področja in pomemben je začetek. Moja vizija je, da bi teze lahko bile začetek novih govorov, novih pogovorov. Najina vnuka, moj mož je tudi tukaj. Predvsem najina vnukinja, zdaj je v 4. razredu. Ona lepo prosi, če lahko ne tekmuje. Ona pravi, tudi v šoli, a lahko jaz znam, ne da bi tekmovala. A saj lahko znam, ne da bi tekmovala. In veste, neskončno težko se izogniti tekmovanju v šoli. In zato tudi moramo starše v to povabiti. Naj vnuk trenira nogomet. Ima srečo, da trenira mali dete v 1. razredu. Trenira nogomet v enem društvu, to je društvo, kjer se res igrajo. A veste? Ne štejejo se goli vsakega, ne igrajo vsak proti drugemu, ampak spretnosti vadijo in se veselijo drugemu. Ampak pri demonstraciji tega, kaj znajo, v klubu ali v društvu, ki je preigral, da vi vidite starše. To je bilo nekaj strašnega. Skoraj na igrišču so bili. Teci, udari ga, kaj pa stojiš? Daj gol, ne bodiš torasti. Mislim, in to za kar se dela. Gre za veliko spremembo. In jaz verjamem, da ljudje več zmoremo, kot mislimo, da zmoremo, veste. Ampak računam na šolo. Na šolo, ki bo v šoli. Šola, ki bo povabila vse starše najprej v soustvarjanje šolskega in človeškega, človečenega življenja skupaj z otroci. Tudi, da se učimo od njih. Ogromno se lahko naučimo, dokaj se še lahko učimo od njih. Opolnomočimo otroke, opolnomočimo pedagoge, opolnomočimo starše. Jastrebi počivajo na vzglavju zraka, mene pa zanima, kako v srčiko življenja pritegniti modrece, babe in svete ljudi Karle. Krematizem se jih najbolj boji. Posebej bi rekel, da so zelo pomembne babe. Baba, torej, ko govorim baba, govorim v
v pojmovanju recimo Keltov, ki so rekli, da se moški razvija v 3 fazah, to moram povedati, mogoče nekateri ne vedo, da ne bo nerazporazumel. Prva faza je fant, potem je bojevnik, potem je pa modrec. Pri ženskah je pa bilo dekle, žena in pa baba. Ampak baba je bila tako v poslanstvu pomembna osebnost, da so modrece, izraz modrec niso ponižali, izraz baba so pa manipulanti, danes bi rekli hrematisti, ponižali, ker baba onemogoči hrematizem. Zato je bilo treba narediti v življenju dozorele ženske, ki so znale pritegovati, usmerjati moško moč, tudi bojevitost in modrost v družbeno konstruktivnost. Zato je bilo treba te babe na nek način ponižati v babico oziroma narediti zmagljivko iz tega izraza. Pa baba je dostojanstvo. V Sloveniji imamo veliko krajev, ki se imenujejo babe. Ne? In brez bab ni rešitev za obstoječo družbo. Ni rešitve. Moška pamet, ki je sterilna od ženske, ker so rekli, ne, ženski je dal, rekli so moškemu je dal Bog moč in meč, ženski pa srce in intuicijo. Brez te intuicije, brez te srčnosti, brez te vizije, ki je primarno najgloblje dana babi, dejansko naša družba ne bo prišla ven. Poglejte, če bi šli gledati recimo določene razprave, ker naj bi vladala neka vizija, neka modrost, recimo v Davos, ne, se pripelje 1500 decev, vsak za svojim avionom, privat. Razumete? In pa razmišljajo, kako naj ti dedi razmišljajo, polni frustracij, ne, tam je rekla tista gospa, ki je to usmerjala, da po dolžini aviona se merijo, ker je pomemben. Ne? Kako ne oni razmišljajo, kako ne imajo ti dedi neko vizijo, polni frustracij, razumete? Ampak mi te tipe pogledamo resno, misleč, da bo pa prinesli neko spremembo. Te zadeve je treba ironizirati, se smejati, z smehom, za ironijo, ki osvobaja. Ampak babe imajo pa, veste, tisto, bi rekel, globinsko moč, potencial, da prebudijo in da te nas, ne, dede, tipe, pritegnejo, ne, divje babe, piščal, zvabijo, mene to simbol, zvabijo, pritegnejo v razsežnosti, ki so družbeno konstruktivne. Dec, moški, bo vedno malce problematičen. Brez babe je pa nemogoče. Zdaj pa si zamislite, jaz sem pa celibater. S človeško intuicijo. Karli, vse že imate. Vse že imate. In modrost, vse že imate. Aleluja. Pomembno izročilo zadevnih 95 tez je pestrost inteligenc. O tem bomo povedali več, jaz se pa na tem mestu dotaknem pasusa o bardih, ki je tako neskončno lep in tako pomenljiv. Njihova dolgoletna priprava na poslanstvo namreč ni vključevala samo usposabljanja za lepoto petja, pač pa predvsem za sočutnost, ki so jo izražali v zvenenju božanske glasbene harmonije. Poslanstvo barda ni bilo samo s petjem se veseliti z veselimi, pač pa z glasbo ozdravljati žalostne in potrte. Bard se je pridružil trpečim sočutjem v zvenenju. Zvenel je razpoloženje žalostnih in je zvenel trpeča doživljanja toliko časa, da je v sočutju s trpečimi doživel notranjo enost. Potem pa je bilo njegovo poslanstvo, da je postopoma v izjemni subtilni zaznavnosti doživljanj bližnjih zvenenjem vodil njihovo počutje iz turobnosti nazaj k svetlobi življenja. Na tem mestu se potem takem dotikam estetske inteligence in usposabljanje za njo ne more biti nič drugega kot usposabljanje za izražanje trenutne, da tudi neprijetne doživljajske resničnosti in s pomočjo lepega osvobajanje k lepoti življenja. Si morate misliti, koliko nezgrešljivih poant, ki najprvo človeku vračajo obraz in ga odpirajo za lepo. Prosim, Karli. Kaj pa, če bi to Ali dal? pa Gabi? Ne, to bi Gabi. Ker to pa je področje estetike, to je pa žensko.
Ni samo žensko. Se vem. Saj. Kje začnem? Res je. Veste, včasih to je tudi povezano s časom za življenje. Časom za življenje. Časom za življenje. Gotovo ste slišali ta rek avstralskih aboriginov, ki potrebuješ, če živijo še svoje življenje v avstralskih planotah, en cel dan od zore do mraka, da pridejo, da se nahranijo, da zberejo dovolj hrane, da lahko preživijo. Od zore do mraka hodijo, skupnost, povezana skupnost, drug z drugim, kot ena skupnost, vsak za drugega, da preživijo. Potem pravijo, zvečer se ustavijo, da jih duša dohiti. Vidite? In estetska inteligenca, potom, kot jaz to razumem in kot sem jaz brala, Karli, je v postanku. V postanku, kjer imaš že ta vir, da začutiš sebe, v enem temeljnem občutku lastne vrednosti, smem biti, dobro, da sem. In zdaj v teh dolgih desetletjih dela z ljudmi, absolutno vidim, verjamem v to, vem, da se vsakemu človeku svetlika. Vidite? Čisto vsakemu. Samo. In med drugim se tudi glasba je nekaj čudežnega. Nekaj popolnoma čudežnega, ker to je vse v nas. Čudežno. In glasba je prva, ki se lahko dotakne svetlikanja v tebi. In jaz si želim, vidite, zato sem tudi tako občutljiva za čas, ki ga jemljemo že otroku. Jaz si želim vsakemu živemu človeškemu bitju dovolj najprej temeljnega občutka lastne vrednosti in te pravice do resničnosti, kot jo vidi in živi, kot ena temeljna pravica otroka, v sedanjosti, da ima postanke na svoj način, da zazveni svetlikanje. In tu so glasba, tu je sočutje, tu je človeškost, tu so prelepe besede. Jaz sem ko se temu reče, ljubim besede, vse lepoti nasežnosti. Boljša sem za besede. Rekli so mi, da nimam posluha. In se potem, čeprav vem, da to ni res, da vsak človek ima posluha, ampak sem zrasla s tem, da ga nimam. In vse to je tukaj v tem estetskem. Zrasla sem z ljubeznijo do vizualne umetnosti. Moj dom knjige in vizualne umetnosti je bila estetika našega doma. In zato si mislim, da rabimo postanek. Ker sočutje, veste, to je kot zven, odzveni. To je kot to, da imaš nek tak notranji kaleidoskop. Z tih tisočih delcih svetikanja, ki jih v sebi nosiš, vart, glasba, baba, sočutje, občutek lastne vrednosti, naenkrat vidiš drugo sliko. Novo svetlikanje, novo lesketanje. Veste, kot malo kaleidoskop premakneš? To si vse ti. Druga slika, drugo lesketanje. In spet nazaj, jaz res imam vizijo šole, ki se zaveže, da omogoči vsakemu otroku. Ki je edina institucija še, ki se lahko zaveže za vsakega otroka. Za začetek. Ravno to mene pritegnilo pri Gabi, ko se še nisva poznala. Namreč v njenem, bil je dokumentarec, o katerem smo se pogovarjali prej, jaz sem takrat Gabi poslušal kot predavateljico na fakulteti, govorila je študentom, ampak veste, njene besede niso bile sterilne. Njene besede so bile njen posvečenje, njeno zvenenje je bilo, mislim, to, kar slišite danes, je zvenelo sočutje, eno globoko naklonjenost, dobena vzvišenost, ampak eno globoko naklonjenost do življenja. In to je vrhunec po moje estetike.
tako res. Postanek ste dejali. Odmeriti si prostor za vdih. Šola, ki je zavezana... Da te duša dohiti. Ja. Da, tako. Da te duša dohiti. In duh na vse zadnje, gospod delovodja, tudi. In v tem duhu smemo nekaj klicajev prispevati, ali ne? Otrok preprosto nimamo pravice zadušiti v manipulativno pravilnost. Čemu jim ne bi predstavili prostih iger in zgodb v obnebju srčnosti, pravi Škarli. Posredujmo podatke na način, ki bo zares neponarejeno vzbujal radovedje, tisto zalo, ki peče neutešljivo radovedje. Zastavljajmo vprašanja, ki bodo koprnila potem, da se rodi nešteto novih vprašanj. Ne bodimo tako obsedeni z odgovori, po možnosti pravilnimi odgovori, ko pa jih vendar ni. Od preveč pameti in premalo srca k celostni osebni komunikaciji še dodajaš eno izmed poant, mnoge so. Ne bodimo tuji lastni bitnosti, vstopimo vase. Vse to je v prevodu šola, ki nikakor ne more biti prehodno stanje, pač pa je tako, življenje. Tako. To je lahko tako ključni del življenja. In veste, prehodno, kam pa gremo? Kam pa gremo? Kot da gremo v služenstvo. To je popolnoma jasno. Popolnoma jasno. Nočemo tja iti, nočem, da tja gremo. Ampak zato moramo zdaj biti živi. Moramo mi vedeti, kdo smo. Največ, kar lahko šola daje, je temeljni občutek lastne vrednosti, estetsko čut do življenja, spoštovanje drugih, to, da vložiš v šolo učečo se skupnost in bivanjsko in blagodejno sožitno skupnostjo. Jaz verjamem, da je to možno. Zato ne sme biti prehodno obdobje. Ne sme biti. In ni treba, da je. Ker potem ga več ni in veste, nas več ni. In zdaj veste, kaj se dogaja? Šola gre v vrtec. Groza od groze. Ne vem, če kam bo prišla. Moramo ustaviti za človeškost človeka. Ja, če lahko. Ja, sem se spomnil, ko je na atensko šolo, mogoče malce idealiziram, ker ne poznam do potankosti, ampak kolikor poznam, to bi rekel učitelj sredi učencev, ki hodijo po stebrniku. In stebri predstavljajo samo temeljna znanja, ki so jih morali osvojiti učenci. Ampak pol pa, veste, med stebri je pa odprt prostor, je pa horizont. Ja, so stebri, ki jih dejansko moraš spoznati, ampak ne potem, stebri vmes mora biti pa horizont. In učitelj je bil takrat spraševalec, se je radostil izvirnosti uvidov slehernega in je prepoznaval poklicanost slehernega in kje ga bo moral še spodbuditi, da bo dejansko postal še bolj pogumen v svoji poklicanosti. Potem pa danes pa pač zapremo umestni prostor med stebri, zapremo učence med 4 stene, jih privežemo v narekovajih za klop in morajo použiti toliko informacij, s tem, da nimajo časa, da bi jih prebavili, da bi postale te informacije vizija za naprej njihov razmislek. Ampak je potrebno pravilno ponoviti. To je meni tak primerjava, recimo, tako šopamo porane pred zakolom. Ne sme prebaviti, jih našopaš in pa mora izbljuvati tisto, kar si mu ti rekel, čim bolj natančno, čim bolj pravilno. Glejte, to je dušenje osebnosti, to je dušenje misli, to je ukalupljanje, to je hrematizem, to je manipulacija. Posebno ta tekmovanja v debaterske tekmovanja, ko pridejo tam dijaki, miselno živi ljudje in jim povejo, ali bo moral eno tezo zagovarjati ali ovreči. Ni pomembno, kaj on misli. Ni pomembno dopolnjevanje in sodelovanje.
dograjevanje, ampak dejansko, ali si za, ali si proti. Ja, mi ti bomo pa določili, ne, to je pa hrematizem, mi ti bomo pa določili, ali bo za, ali boš proti in bo slepo sužensko, ker si sposoben, te bomo dali na eno funkcijo in ti boš slepo sužensko zagovarjal to, kar ti bomo mi določili. To je grozljivo ukalupljanje. Jaz sploh ne morem razumeti, da tisti, ki to organizirajo, da ne ozavestijo strašljivo manipulacijo miselno, potencialno dobro razvijajočih se ljudi. Ampak jim določijo. To je direktno, boš za ali boš proti. Ti boš samo veliki birič, ki bo dejansko druge primoral, ker boš znal dobro zagovarjati, pa je vse en kaj resnica. Kaj šele, da bi bilo tekmovanje v dopolnjevanju, sodelovanju, v raznolikosti preraščanju. Ne? To je pa zame že, vsekakor bo sodišče postavilo, zgodovina presojanja postavila tako kot recimo neke procese, ki so bili v zgodovini nedopustni. To je zame grozno. Vsiljevani ritem rasti, ki ga podpihuje ideologija hrematizma, mi, tudi vsi mi, le da, ako smem govoriti, oziroma drugače, smem govoriti samo v prvi osebi ednine, moja nemost je v resnici pričakovanje in že v naslednjem hipu radost, ker tudi jaz sklenem biti naivna na graditeljski način. Oblikovati misel, tako da bo oblikovala tudi neposreden prostor. Da, neznosno potrebujemo zlasti kapital človečnosti, hej. In tu so vrata k srčnosti, tudi ta se široma odpirajo. In zato v hrematizmu ni pogodu, da se pišejo knjige, kot je teh 95 tez. Čudežnost horizontov človečnosti je tu v prostoru, svetlika se, kot ste rekli. Tu se vedno spomnim Srečka Kosovela, tega preroškega pesnika in nekoga, ki je tako točno imenoval svoj trenutek, ki je, bodimo iskreni, tudi tukajšnji naš trenutek. Čutite to svetlikanje. In dovolj je en človek z gloriolo nad glavo. Jaz se obima na tem mestu zahvalim in ker naj ne onemi ta prostor, vzpodbudim, razen če je nemost seveda oblika svobode. Lahko samo še nekaj dodam. Rad bi dodal, da sem neizmeren optimist, zato ker zaznavam prebujanje zavesti v vedno večjem številu posameznikov. Zato hrematizem dela vse, da bi z raznimi vizualizacijami prilepil nase misel in jo manipuliral, oziroma bi jo tako zapacal, da bi ji ne dal časa premislek. Kljub temu silnemu prizadevanju manipulantov se misel pri vedno večjemu številu prebuja. Mi moramo zdaj samo paziti, da ne bojo to bi rekel, to evolucijsko napetost, ki se prebuja, ker se prebuja, jaz sem optimist, da ne bojo zlorabili v sistemu polarizacije za medsebojni boj in poboj. To je zelo nevarno in proti temu delajo. To bi vas rad opozoril. Drug in drugačen je dopolnilo, nikoli izključevanje. Ne bodimo beli ali pa črni kmeti. Povrnimo se k dostojanstvu, kjer nas ne bo nihče farbal. Razumete? Ampak dostojanstvu srčnosti, človečnosti. Budizem pravi, da smo iz dobe zadremanosti vstopili v obdobje budnosti in tega po kozmičnih zakonitostih ni mogoče preprečiti in to me neizmerno radosti, ker vedno znova dobivam to potrjenost, ko srečujem ljudi v njihovi budnosti. Gabi, ti še povej, kaj misliš? Jaz sem tudi neizmeren optimist. Jaz mislim, da sem upravičeno. Sem tudi zapisala v tem predgovoru, ravno Stefan Hessel. On je napisal še 2011 knjigo z naslovom Obračun je narejen.
oziroma skoraj da, ne, oziroma skoraj. Ne. In on je vedno verjel vse življenje svoje, veste, kakšno življenje je to bilo, človeško, je verjel, da zmoremo ljudje in da smo na nek način na vrsti. Ne, in da nadaljujem Karljevo misel, ne gre za to, da gremo drug proti drugemu. Ne, gre za to, da zavrnemo nesprejemljivo. Tako je. To je prva stvar. Da preprosto zavrnemo nesprejemljivo. Jaz zase vedno rečem, da sem zamudila, ko se je začel ta moj domači svet spreminjati v hrematizem, ki ga nisem volila nikoli, hočem reči, za samostojno Slovenijo, da nisem začela kričati, da so stvari nesprejemljive, ki sem mislila, da več nisem na vrsti, da kaj rečem. No, vse tudi nisem mogla, nekaj časa. Zavrniti nesprejemljivo, to v sebi globoko. A v primerjavi s tem svetlikanjem, srčnostjo, s hrepenenjem, nikomu ni dobro biti sužen. Nikomu ni dobro od jutra do večera sedeti, da se otrokom naučiti v prvem razredu osnovne šole. Prvi teden so že kaznovani, če ne znajo. Kaj ne znaš v prvem razredu? Ne? Mislim, za kazen. Zavrniti nesprejemljivo. Ampak v tem človeškem smislu, vedete, to ne gre več, nočemo več. Poglejmo, kaj lahko drugače. On ne pravi, druga njegova zaveza nas, ljudi, je ustvarimo novo. In na vrsti smo, te se ustvarjajo novo. Res preprosto gremo po poti in na mnogih koncih se ustvarja novo. Ustvarimo novo. Lahko ustvarimo novo. Iz teh 1000 raznolikosti, 1000 novih stvari, raznolike nove stvari. Ne bomo v temnih tunelih hodili. Ni treba, noče več, ustvarimo novo. Skupaj ustvarimo novo. Veste, ker so ustvarjanje, to je zame ključna beseda za spreminjanje sveta. In tu govorimo, ne, so človek, so bivanje, so delavec, so potnik, so ustvarjalec. Novo, ustvarjanje novo. Novo o tem, kaj zmoremo. In na zadnje pravi, izumimo neznano. Ja, dobro. In to zapuščam zdaj. Jaz v svojih letih mladim ljudem, ker bo neznano prišlo iz tega blagodejnega sožitja, kot vi pravite, v skupnem, v sobivanju, bodo druge možnosti, druge izhodišča, ki jih lahko samo mi v viziji, kako želimo in čutimo. Tako da ja, ostajam optimist. Ja. Lahko Tjaša, preden daš besedo prisotnim, rad bi se globoko zahvalil Tjaši, da je sprejela urednikovanje v času, ko je to ne bi bilo potrebno, oziroma ko vem, da je bilo na nek način nekaj, kar je mogoče skalilo, kdaj kak trenutek sožitja, kateremu je to obdobje tvojega življenja posebej posvečeno, sem neizmerno hvaležen in res, tudi da za nocojšnji večer, založbi Sanje. Neizmerno sem hvaležen Gabi, da je napisala uvod, moj globok poklon, ker je zapisala tisto temeljno, ne. Samo dodala sem. Ja, ne, tisti je pomemben. Da, celo pot, jaz sem samo dodala, ker ni bilo otroka. Ja. Ne more biti, mora biti otrok, mora biti, samo to. Ja. In hvala, da sem lahko dodala. Ja, hvala. Ja. In Tjašino potrpežljivost, da me je čakala vedno nežno, z nežnim glasom, z nežnimi SMS-i. Res je to, res to je ona, res kaj to pomeni. Nobene histerije. Vse postanke v pisanju mi je omogočila. In nama obema da čakava. Še končali. Rad bi se zahvalil tudi tistim, ki ste sprejeli teze v presojo. Tu vas je kar nekaj, ne bom imenoval, da ne bi kjerega spustil. Res vam globoko hvaležen, nekateri ste tudi napisali kakšno misel, ki je potem tudi v tej knjigici objavljena. Res vsem neizmerno hvala in pa res hvala vam.
lahko smem dodati, najprvo seveda še enkrat iz srca hvala obima za vajino svetljenje, svetlikanje, za vajino čarobno čudnost in čudežnost. Gre sta z roko v roki in sta seveda prebitek. Na noben način moj osebni prostor, tudi najintimnejši, ni bil vzvalovan na noben drugačen način kot najplemenitejši. Zato sem za to svetilko, ki se je prižgala, hvaležna. Seveda pa ni moglo biti drugače, Karli, prižgala se je pravem trenutku. Ja, res je. Če bi kdo izmed vas želel spregovoriti, vidim, da ste modro odprli vrata, je že čutiti manjko kisikovih molekul. Izvolite. Jaz bom pa izhajal iz zelo konkretne situacije. Mikrofona ne potrebujem, sem nizek, zato imam močen glas. Osnovnošolec je šel skozi naselje in ga pa vprašam, koliko je težka torba. Pravi profesor Albert, 8 kilogramov. Šel je pa tako, pognem v hrbtu navzdol. In to, kar me je pa najbolj začudilo, je bila pa naslednja izjava. Glava je pa še težja. No in na osnovi tega sem napisal, tudi jaz ne bom rekel, da je to pesem, je pa nek razmislek. Čudenje ali torba. Kako prijetno je jutranjim korakom, drobnim korakom prisluhniti, ko ubirajo pot v šolo. Tam zvedavost čaka jih, da jo medse sprejmejo, ker bi rada jih vodila med vprašanji in odgovori. Šola jim odpira vrata, vstopite v hram modrosti, da neznano postalo bo znano. Kdo ne bi se v šoli rokoval s spoznanji, saj vodilo so življenju tukaj in sedaj. A kaj? Ko torbe polne so vsega, je to pomembno. Za nekoga da, za drugega ne. Torbe kakor osli sebe vlečejo in še mladce, ki jim torba polna ni v mar, njih modrost zamika, niso torbe, ne zmedenci, čudenci so. Ja, dober izraz. Če bi beseda Albertova veljala, bi v šoli ukinil pričakovanja, tekmovanja, primerjanja, krivdnost, obtoževanje in tako naprej. Ker pa smo vrženi v sistem in rojeni v sistemu, razmišljam danes, ali je moči misliti človeka onkraj sistema. Marcel Gabriel je napisal eno knjigo, v kateri se je vprašal, kdo sem. In ko se je vprašal, kdo sem, pravi, sem se zgrozil. Še bolj me je pa streslo, ko sem hotel o sebi pisati, sem pa postal zmuzljiv. Zame je vprašanje naslednje. Upam si trditi, v sistemu proizvajamo nekaj. V človeški družbi bomo ustvarjali nekoga. In danes smo v fazi, Gabi je nekajkrat rekla suženjstva, Etienne de la Boétie napisal razpravo o prostovoljnem suženjstvu in danes dejansko živimo prostovoljno suženjstvo in ga tudi jaz soustvarjam s tem, da sem tukaj in sedaj, ker ga dopuščam, ker sem dostikrat tudi sam ob tem, kar se dogaja.
Ker pa je beseda pomembna in trdim, da je beseda odnos, sem dal nekaj primerov. Namesto poslušaj, prisluhni. Namesto ubogaj, sodeluj. Bodi priden, ni simpatično, bodi marljiv in tako naprej. Bodi pokoren, hvala, bodi pokončen. Bodi razsipen, hvala, bodi skromen. Bodi hvaležen, ne, zahvali se. Bodi tekmovalen, da, tekmujem z lastnimi zmogljivostmi, koliko zmorem, ne pa z drugim in povzročam prezir, poniževanje, surovost, izključevanje in tako naprej. Udari nazaj, ne, pogovori se, ne laži. Zakaj ne spregovoriš resnice, namesto ne sramneš, spregovori, čemu je to dobro. In za finale še naslednje, ker ste govorili o estetiki, je tesno povezana in sopotnica etike. Hvala. Profesor, najlepša hvala za vašo pesem. Vse veste, če se čuti kot pesem, če se v ritmu ujame kot pesem, ne more biti prav nič drugega kot pesem. Pa še to bi dodala, moj drobni hrbet je postal plavalski hrbet prav zato, ker sem tako vestno nosila težko, pretežko šolsko torbo. Prosim, kar. Samo to bi hotel reči. Ste povedali temeljne stvari, se mi zdi pa zelo, zelo bistveno, da bi znali ločevati pojme. Vi ste jih na koncu fantastično izrazili. Temeljni pojem, ki ga bo treba ločiti, je ekonomija in hrematizem. Dokler ne bomo ločevali tega pojma, to je bolj nujno ločevati odpadke, se strinjam, ampak dokler pa ne bomo najbolj strupen dodatek ekonomiji izvrgli, prvo ga ozavestili, potem pa označili kot neetičnega, nedopustnega in ga izvrgli, toliko časa bo prevara možna. To, kar 95 tesne za osvoboditev, to je temeljno. Ker dejansko zdaj hrematizem širijo po fakultetah, hrematizem širijo bivši profesor je dal sedanjim profesorom ne bom povedal, v katerem kraju, v glavnem na ekonomski fakulteti, ne, jim je dal 95 tesne vzgoje, ampak tiste prejšnje, ne, in so bili čist šok, to ni mogoče, ne, to, ne, ker misel ukaljuplja interes hrematizma, diktira, ne, in dokler ne bomo tu razpucali teh temeljnih pojmov. Ekonomija je izključno v pomenu besede odkrivanje in uvajanje zakonitosti, ki omogočajo dom, zakon dom, kjer se sleherni počuti doma in to je tudi v šoli. To je Gabi prej govorila. Sleherni otrok se počuti, da je na tem svetu v svoji koži, v svojih talentih doma, dobrodošel in je ponujena ta igrivost dopolnjevanja in sodelovanja, ko je vrednotem tem, kar zmore in se ima priložnost igrati v dopolnjevanju, igrati v narekovajih s tistimi, ki ga na nek način bogatijo z danostmi, ki njemu pač niso dane zato, ne zato, ker je manj vreden, ampak zato, da je lahko igriv v odnosu. Pardon. Če imaš še kdo kako misel? Sem stala, ker sem tudi jaz bolj majhna, pa nisem ne vem, kako jasno. Zelo me veseli, vaš Kržan, da ste zdaj v zaključku poudarili to, da je bistveno, da razumemo hrematizem. Jaz imam pač to srečo ali pa to smolo, ni bistveno, da sem po izobrazbi diplomiran ekonomist in seveda razumem lažje kot nekdo drug, ki je specialist na kakšnem drugem področju, kaj je pač to, do česar smo danes prišli, ne?
predvsem z to fazo kapitalizma, ki je neoliberalizem, ne, ki je izrazito manipulativen in vpliva v bistvu na, mislim, z vsemi sredstvi se trudi za to, da zaustavlja zavest, ki se pa, kot ste vi poudarili, evolucijsko razvija, o tem ni dvoma, ker to se ne da ustaviti, ne. In v tem kontekstu stanja duha, kakršno danes je in kakršnega diktira pač neoliberalizem, se mi zdi izredno pomembno poudariti tudi vlogo ženske. Kot vi govorite o babah, ne, nekako bi skoraj lahko rekla, da mi danes modri nimamo, ne, ker jih je sistem že tisočletja v bistvu ta ženski potencial, se pravi srčnost, intuicija, ki je nujen za to, da se ravnotežje v človeški družbi vzpostavi in da je sinhrono tudi z vsem ravnovesjem v naravi, v kozmosu, ne. Ta sistem je seveda žensko vlogo zatrl in bojim se, da se jo tudi mi same čist ne zavedamo, ne? Ker zelo pozdravljam, da govorimo o vzgoji recimo že majhnega otroka, recimo na Baliju pustijo otroke do 7. leta popolnoma svobodne, zato ker pravijo, da so povezani s kozmosom, oni pač to verjamejo, ne? Ampak vprašajmo se, kakšna je vloga ženske pri tem, kar se dogaja z otroci, ki jih danes pobijajo, prodajajo za sužnje, za vojake, za spolno zlorabo, ne. Jaz moram reči, da se pogosto vprašam, kje je pač naša moč žensk, da se temu ne začenjamo upirati, ne. Ker me rojevamo, ne, ta drobna, majhna bitja, ki jih danes praktično, mislim, ali umirajo od lakote po celem svetu, ali so, kot sem rekla, pobiti ali pa prodani, ne. Tako da pač želim samo, da mogoče ta misel ostane v ženskah, čeprav verjamem, da imajo tudi vsi moški ta potencial v sebi, nisem daleč od tega, da bi bila kakšna izrazita feministka, ne. Ampak sem pa ljubiteljica in moram reči, da sem ogromno dobila od ene naše pisateljice, ki je žal letos enkrat spomladi umrla, odšla od nas, to je bila Fani Okić, ne, ki je seveda zelo dobro razumela to ravnotežje ženskega in moškega počela. Tako da mislim, da ženski potencial je treba na nek način aktivirati, seveda rabimo pa kakšne babe. Torej, tudi sama sem ekonomistka, če ekonomija v srednji šoli, kakorkoli. Opogumljati je tudi zelo pomembno mlade ljudi. Namreč strah je tisti, ki ga lahko izkoristimo na ta način, da človeka zamorimo, da ne zna, ne želi, si ne upa izraziti vlastnih misli. In če učitelj ponudi varen prostor, na katerem koli nivoju, vzgojitelj pač, na katerem koli nivoju mlademu človeku je s tem naredil že veliko, ne. Pač si moraš nekako to upati in dovoliti in to preprosto narediti. Zatem, čim manj nas bo strah in čim več bo nas takih, ki nas ne bo strah, pa potem napredek, se mi zdi. Odlično je. Jaz ne moram mimo Khalil Gibrana. Se upravičujem, ker malce profesionalno pedagoško delujemo, malo smo deformirani pedagogi, ne? Ampak v dobrem pomenu besede. Žena z otrokom naročje je prosila, govori nam o otrocih in je rekel, vaši otroci niso vaši otroci. Sinovi in hčere klica življenja, k življenju so. Po vas prihajajo, a ne od vas, čeprav so z vami, niso vaša lastnina. Lahko jim darujete svojo ljubezen, toda ne morete jim dati svojih misli, kajti oni imajo svoje misli.
Lahko sprejmete njihova telesa, ne pa njihovih duš, kajti njihove duše že prebivajo v hiši jutrišnjega dne, ki je vi niti v svojih sanjah ne morete obiskati. Lahko si prizadevate, da boste takšni kot oni, toda ne trudite se, da bi oni ravnali kot vi, kajti življenje ne teče nazaj in se ne ustavlja ob tem, kar je bilo včeraj. Vi ste lok, iz katerega so kot žive puščice izstreljeni vaši otroci. Nazadnje pa je čas tudi za postanek, za premor, za en globok vdih, brez ezoteričnih poudarkov. Pomislim, imamo vrsto pravic, resničnih, otipljivih pravic, ozavestimo jih. Ozavestiti pa velja tudi, da ne smemo ubogati. Zakaj? Ubogati implicira, da smo ubogi, pa nismo ubogi. Smo močni, nadmočni, gospodarji lastnega teksta in seveda se pričenja pri otrocih in njihovi povezavi s kozmičnim. Torej, bodimo otroški potem takem, pretočni, zvedavi, neutešljivi v radovednosti in tako zelo živi v žarenju. Ne udušimo plemenitega duha, ki misli onkraj misli. Vsem se zahvalim za vašo prisotnost, pozornost, za vašo bitnost, ki je soutripala tu in zdaj in vam kličem lahko noč. Moja materinska deformacija bi vam zaželela sladek san in harmonično plovbo med škrati dobrošin in drugimi dobrotljivimi biti, vidnimi in nevidnimi. In prav to sem ta hip, kot ste opazili, tudi storila. Bodite nezaslišano lepo, srečno. Hvala vam.